lepo je živeti, kako lepo je ljubiti, kako lepo je gledati sonce, kako lepo je objeti otroke, kako lepo je prebivati, kako lepo je s teboj govoriti. Gospod, slišim te v šumenju neves, vidim te v prijateljevih očih mirno, ljubiš me. Slišim te v šumenju neves, vidim te v prijateljevih očih mirno, ljubiš me, ljubiš me. Brez tebe, Gospod, nisem nič, ti mi daješ smisel, ti me krepiš, odpuščaš mi padce. Niti za trenutek ne odidem stran, tudi če nam ne pride najhujši orkan, s tabo z mano. Slišim te v šumenju neves, vidim te v prijateljevih očih mirno, ljubiš me. Slišim te v šumenju neves, vidim te v prijateljevih očih mirno, ljubiš me, ljubiš me. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir od mrtvih stalega odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa in priprošnja naše nebeške Matere Marije, Majniške kraljice, naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Še enkrat prisrčno pozdravljeni, dragi bratje in sestre, vsi, ki smo zbrani v naši cerkvi, z zaupno molitvijo, prošnjo in hvaležnostjo ob spominu dragih rajnih. Za rajnega Rudija in Tončko Cerjako obhajamo nocojšnjo sveto mašo ter za rajnega Benjamina Benija Jalovca. Misel na Jezusovo vstajenje je tisti zadnji temelj naše vere, ki nas vzpodbuja, ki v nas prebuja upanje, pa tudi molitev, ko mislimo na naše drage rajne. Saj Jezusov prazen grob pomeni, da bo nekoč prazen tudi naš grob in da bomo tudi vsi mi vstali in, kako nam je obljubljeno, srečni, večno živeli. Bližina binkošnega praznika, ki ga pričakujemo, pa je tista milost, ki v naših srcih prebuja hvaležnost, ljubezen, vero in vse druge dragocene vrednote, ki so na tej poti do tja še kako pomembne. Hkrati izrekam prisrčen pozdrav tudi vsem, ki ste tudi ta večer z nami povezani na digitalni način preko spletne povezave. Vse nas vabim, da res svoje srca v teh trenutkih tišine na začetku svete maše položimo na oltar, da prosimo Gospoda, naj nam odpusti naše grehe, da bo ta naša hvalnica, molitev in zahvala k njemu za drage rajne prihajala iz čistih src. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v misli, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je. Zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta.
Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Dobri Oče, s Kristusovim ustajenjem nas prenavljaš za večno življenje. Dvigaj naše misli k odrešeniku, ki je v tvoji slavi. Ob njegovem veličastnem prihodu nas odeni v oblačilo nesmrtnosti, saj smo bili zato prerojeni pri krstu. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Ko je bil Pavel v Korintu, mu je Gospod rekel ponoči v prikazni: Ne boj se, ampak govori in ne umolkni, kajti jaz sem s teboj in nihče se te ne bo dotaknil, da bi ti storil kaj hudega, zakaj mnogo ljudstva imam v tem mestu. Tako je ostal 1 leto in 6 mesecev in je učil med njimi Božjo besedo. Ko je bil pa Galion prokonzul v Ahaji, so se Judje enodušno vzdignili zoper Pavla, ga privedli pred sodišče in rekli: Ta nagovarja ljudi, da bi čistili Boga v nasprotju s postavo. Ko je Pavel hotel spregovoriti, je Galion rekel Judom: Ko bi šlo za kakšno krivico ali zločin, bi vas, o Judje, poslušal, kakor je prav. Ker so pa to prepiri o nauku in imenih in vaši postavi, sami glejte, v teh rečeh jaz nočem biti sodnik. In odpravil jih je izpred sodišča. Tedaj so vsi zgrabili Sostena, načelnika shodnice, in ga pred sodiščem tepli, a za vse to se Galion ni menil. Pavel je ostal še mnogo dni. Ko se je poslovil od bratov, je odplul proti Siriji in z njimi tudi Priscila in Akvila. V Kenherjah si je dal ostriči glavo, imel je namreč za obljubo. To je Božja beseda. Išči me, o Bog, spoznaj moje srce, preizkusi me, spoznaj moje misli. In glej, da postavi poti me hodim, in vodi me po poti večnosti. Sem se rodil, si videl, takšen bo moj obraz, roke srce. Stal si me v telesu matere in pisal knjigo, takšen bo vsak moj dan. Išči me, o Bog, spoznaj moje srce, preizkusi me, spoznaj moje misli. Da poslali poti me hodim in vodi me po poti večnosti. Celo si, ko vstanem, tiš ob meni, ko spim, in slišiš vse, kar govorim. Ni kraja ne na nebu, ne na koncu morja, kjer me ne bi vodila tvoja roka. Išči me, o Bog,
moje srce, preizkusi me, spoznaj moje misli. In glej, da po slabi poti ne hodim, in vodi me po poti večnosti. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: resnično, resnično povem vam, jokali boste in žalovali, svet pa se bo veselil. Vi boste žalovali, vaša žalost pa se bo spremenila v veselje. Žena na porodu je žalostna, ker je prišla njena ura. Ko pa porodi dete, ne misli več na bridkost od veselja, da je človek rojen na svet. Tudi vi zdaj žalujete, a spet vas bom videl in vaše srce se bo veselilo in vašega veselja vam ne bo nihče več vzel. Tisti dan me ne boste nič spraševali. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Morda ste ob poslušanju evangeljskega odlomka pomislili, da je bil namenoma izbran za naše nocojšnje srečanje, ko mislimo na naše drage rajne in molimo zanje, pa se čudovito ujema s tem našim srečanjem. Ta evangeljski odlomek namreč danes poslušajo in poslušamo, kjerkoli mašujejo. Prisluhnimo nekaj mislim ob tej Božji besedi. Vaša žalost se bo spremenila v veselje, nam obljublja Jezus. Predstavljamo si, da smo v tisti zgornji dvorani z učenci, kot jo imenuje evangelij. Že nekaj let spremljamo Jezusa in zdaj nam pove, da ga čez kratek čas ne bomo več videli. Ali ne bi kar prekipevali od vprašanj? Kako nas bo lahko zapustil po vsem, kar smo preživeli skupaj? Ali ne ve, da smo vse zapustili, da bi bili z njim, zdaj pa nas bo zapustil? Ali ne ve, da bomo čisto na tleh? Jezus je razumel stisko učencev in je trenutek izrabil, da jih je pripravil na žalost, ki jih bo prevzela po njegovi smrti. Ni je zanikal, saj je vedel, da je naraven del žalovanja. Toda obenem jim je obljubil, da bo pojenjala. Zagotovil jim je, da bo njihovo končno snidenje v nebesih izbrisalo vso žalost in prineslo veselje, ki bo daleč preseglo vse, kar so občutili ob njegovi smrti. Smrt se dotakne slehernega med nami. Naj si izgubimo starše, prijatelja, otroka, sozakonca. Bliže, ko smo temu človeku, bolj nas njegova smrt prizadene. Toda Jezusove besede ravno tu lahko nagovorijo našo bolečino. Toda spet vas bom videl in vaše srce se bo veselilo in veselja vam nihče ne bo vzel, nam obljublja.
Bog ve, da so naša občutja žalosti zaradi izgube lahko silovita. Bolečina morda nikoli ne bo povsem izginila in čeprav živimo naprej, smo se zavedno spremenili. Toda Bog nam obljublja, da lahko, ko dvignemo solzne oči v veri, okusimo njegovo tolažbo in usmiljenje ter živimo v upanju, da bomo znova videli svoje bližnje. Na to, na nebesa in drugi Jezusov prihod ne bomo več gledali kot na nekaj oddaljenega in nepovezanega z našim življenjem, ampak bomo globoko zahrepeneli po njiju. Zaželeli si bomo biti z Gospodom in ljudmi, ki jih imamo radi. Veselili se bomo dne, ko ne bomo nikoli več ločeni. Tedaj se bo naša žalost spremenila v polno veselje. Zdaj pa z veseljem dajem besedo Davidu, ki bo povedal nekaj besed ob spominu kot hvaležnost rajnemu Beniju, za katerega obhajamo to svetomašno daritev. Tisto nedeljo pred 4 leti sem se vračal iz Beograda. Ne vem, zakaj sem bil tako malomaren, da si za nekaj urno vožnjo do doma nisem napolnil telefona. Ko sem ga dopoldan na glavni beograjski ulici Kneza Mihajla na hitro prižgal, se je usulo sporočil in neodgovorjenih klicev, kar nikakor ni bil dober znak. V množici sporočil sem uspel prebrati enega in v tistem trenutku sem se v polnosti zavedel, kaj pomeni, da novica udari in zareže vate. Vsi smo šli skozi iste faze, ko nas je dosegla vest. Popolna izguba nadzora nad seboj, zanikanje, da se je res zgodilo, nato dolga faza jeze in vse, kar še sledi v žalovanju. Nazadnje smo tudi sprejeli dejstvo, da te ni več med nami. Vse to je prešlo, a ostal je občutek, ki ga za sabo pustijo samo ljudje z veliko začetnico. Hvaležnost, da si bil del naših življenj. Da smo lahko opazovali, kako si ljubil življenje in ga zajemal z veliko žlico. Tako zelo si ga ljubil, da je še smrt postala ljubosumna. Da nobeno druženje ni bilo enako s teboj ali brez tebe. Bil si središče vsakega dogajanja. Ne ker bi silil v ospredje, ampak ker si imel tako karizmo, na katero smo znali biti zeleni od zavisti. Da tvoje besedne igre še danes živijo med nami. Da si živel vrednote, ki so ti bile pomembne in ne samo govoril o njih. Da si znal poslušati in sprejeti nasvet. Benjamin, velikokrat si v naših mislih, še posebej, ko so dnevi sivi in povprečni. Takrat razmišljamo, kaj bi ti naredil, ker ti povprečnosti in sivine nisi poznal oziroma ju nisi prenašal. A raje si videl, da je nekdo podpovprečen, ker tako je imel vsaj možnost, da doseže dno. In ko si enkrat tam, je samo vprašanje, kako močan bo odriv navzgor proti vrhu. Sivina, neizvirnost in pustost pa so in ne minejo. Ko pride končni račun, si postaviš tisto vprašanje, ob katerem zmrazi, ker je praznina tako velika. To je bilo to. To je vse. Hvaležni smo ti, ker se tega tvoji prijatelji ne bomo spraševali ob koncu naših življenj, če bomo le pomislili na te in na tvoje kratko, a zelo polno življenje. Pomisli kdaj na nas, kot mi pomislimo na te. Redki pustijo za sabo toliko in tako globoke sledi, kot si jih ti vsakemu izmed nas na svojsten način. Naša življenja so s tabo dobila na vrednosti. In Gospodu zaupajmo svoje prošnje. Pomagaj cerkvi, da bo vztrajno oznanjala evangelij
in življenjem pričevala o vstalem Gospodu. Prosimo te, usliši nas. Razsvetljuj svojim duhom voditelje narodov, da ne bodo ovirali širjenja veselega oznanila. Prosimo te, usliši nas. Utrjuj v zvestobi in svoji moči tiste, ki jih zaradi tvojega imena zapostavljajo ali preganjajo. Prosimo te, usliši nas. Vlij trpečim na duši ali telesu upanje v končno zmago tvoje ljubezni in dobrote. Prosimo te, usliši nas. Potolaži z zaupanjem na večno slavo in srečo vse, ki žalujejo za svojimi dragimi. Prosimo te, usliši nas. In še po osebnem namenu. Prosimo Gospoda. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus Kristus, naj verujemo in zaupamo v moč tvojega vstajenja. Ob koncu časov pa nas pridruži veselju izvoljenih, da te bomo skupaj z našimi dragimi rajnimi vso večnost poveličevali, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Molimo, dragi bratje in sestre, naj dobri Bog sprejme to našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz mojih rok, v hvalo in čas svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Nebeški Oče, milostno sprejmi naše darove. Pomagaj nam, da ne zapravimo tega, kar si nam dal, in dosežemo to, kar večno ostane. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo, slovesneje pa te hvalimo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Ne neha se za nas darovati in nas pri tebi vedno zagovarja in brani.
Na križu žrtvovan več ne umre, temveč s poveličanimi ranami živi na veke. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. To je skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Jezusove smrti in njegovega vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših dragih rajnih, ki ti jih priporočamo, rajnega Rudija in Tončke Cerjak, rajnega Benjamina Jalovca, in vseh dragih rajnih, ki so umrli v tvoji milosti, daj jim, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu tebi vsemogočnemu Bogu Očetu v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Molitev je čudovit most, ki povezuje to stranstvo z onostranskim, časno z večnim, nas, ki smo še na zemeljskem potovanju, s tistimi, ki so že odšli od nas. Mi se spominjamo njih in zanje molimo. Oni pa, ko so že pri Bogu, še verjetno veliko učinkoviteje v vrstah svetnikov prosijo za nas, za naš blagoslov, za naš uspeh, za to, da ostanemo na poti evangelija. Najbolj čudovito pa je, ko v duhu združimo svoja srca, mi in oni, in skupno častimo našega nebeškega Očeta, saj smo bratje in sestre tu in tam. V tem duhu molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, pošilješ nam svetega duha, ki svetu prinaša ljubezen, tolažbo, upanje, veselje in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je Jezus Kristus, kruh življenja. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Vse, ki ste z nami povezani po spletnih povezavah, vabim, da sedaj zmolite molitev za prejem duhovnega svetega obhajila, ki je na zaslonu.
Maurice, vsi glasovi, kar jih je. Vse pisanje, ki prav drzno iščejo izvor ljubezni le. Vsaka črka, vsake zgodbe, vsaka zvezda iz neba, vsak kotiček tega stvarstva ljubezni priča je. Kako dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom, priča zanjo bom tišini, ko beseda ni dovolj. Vsakim dihom, ki ga imam, hvalo bom Gospodu dal. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom. Gori, hribi in doline, reke, morja, jezera, vsaka dan, ki sega k tebi, tebi da svoj mir bi ti ponudila. Vsako skromno dobro delo, vsak korak ti vodi me, vsako upanje v srcu ljubezni priča je. Kako dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom, priča zanjo bom tišini, ko beseda ni dovolj. Vsakim dihom, ki ga imam, hvalo bom Gospodu dal. Kako dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom. Molimo. Nebeški Oče, Tvoj Sin nas je odrešil s svojim trpljenjem, prosimo vedno in povsod nas zvaruj, da se bomo veselili vstajanja Kristusa, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Z rajnega Benja Jalovca ter za rajnega Rudija in Tončko Cerjak obhajamo to svetomašno daritev njim in vsem dragim rajnim. Gospod, daj večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti, naj počivajo v miru. Amen. Bogu hvala za vse, ki nas je nocoj zbral na drugi strani zaslonov, pa zlasti vse nas tu v cerkvi. Verjetno si vsi mi želimo, da bi imeli tako množico ljudi, ki se bo nekoč spominjala naših življenj. Ali pa še bolj pomembno, da bi imeli za seboj tako množico ljudi, ki bo molila za nas takrat, ko bo prišla vrsta za to, da se mi poslovimo od tega zemeljskega življenja. Hvala vam vsem, da ohranjate lep spomin in molitev na drage rajne. Naj bo blagoslovljen ta večer, ta noč, vsa naša prizadevanja in naj nas Gospod po svojem svetem duhu napolni z upanjem, mirom in tistim resničnim notranjim veseljem. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi nas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala. Dekle, bila Marija je tedaj, ko so vsi ljudje čakali na prešenika. Skrivnosti Jahve prihajal je vse griče, časa je
katere ne premaga svet. Apel dom odprla, si svojemu